Zato pravimo, da prihodnost pripada mladim, sedanjost pa ustvarjamo vsi skupaj. In zato je sedaj čas, da prisluhnemo človeku, ki že vrsto let s pogumom, odločnostjo in jasno vizijo vodi Slovensko demokratsko stranko ter danes kot predsednik vlade Republike Slovenije nosi odgovornost za prihodnost naše domovine. Z velikim spoštovanjem k besedi vabim gospoda Janeza Janšo. Skoraj bi rabo daljnogled, da vidim tiste zadaj, tako da res lepo število se nam je zbralo tukaj. Hvala za udeležbo in nameraval sem povedati nekaj drugega na začetku, ampak zdaj, ko je Martin zapel to pesem, pa ko smo prej poslušali Tonča z njegovimi izbranimi misli o domovini, mislim, da je treba potegniti še črto pod oboj in reči, dokler bodo mladi pri 8 letih korajžno na odru peli slovenske pesmi, potem upanje za slovensko domovino obstaja. Hvala lepa, Martin, za tvojo korajžo. Še tako naprej. Hvala Daniju in ekipi lokalnega odbora tukaj v Bovcu za pomoč pri pripravi tega srečanja. Hvala vsem regijskim predsednikom, predsednikom občinskih odborov, ki ste pripeljali veliko novih članov danes tukaj. In hvala vsem gornikom, ki ste pomagali in boste še pomagali pri organizaciji in izvedbi našega poletnega tabora. Zdaj, pred 3 desetletji in še enim letom se nas je zbralo na prvem taboru, ki je bil še ideja 12. Naslednje leto nas je bilo nekaj čez 60, potem nas je bilo 200, potem nas je bilo nekaj 100, pa 1000, pa nekaj 1000 in danes preko 10 000. Vmes se je veliko dogajalo. Danes sem srečal nekatere, ki so bili tam še v 20 letih prejšnjega stoletja tukaj kot otroci, z lastnimi otroci. Srečal sem mlade, ki so se spoznali na naših taborih, pa imajo danes družine in smo jih še posebej veseli. Srečal sem mnoge, s katerimi smo v tem času praktično vsako leto obiskali ali pa splezali na Škrlatico, na Triglav po različnih smereh. Torej, po 3 desetletjih je od ideje letni tabor Slovenske demokratske stranke postal najbolj množično politično zborovanje, srečanje največje politične družine v Sloveniji in ne samo družine, ki je v tem času rasla, ampak predvsem družine, ki raste še naprej. In hvala vsem, ki ste danes prvič tukaj. In hvala vnaprej, ker boste naslednje leto pripeljali s sabo še nove člane. Ker to je ključno. Bilo je pred mano tukaj iz ust različnih govornikov rečeno nekaj tudi o naši stvarnosti in poskusu pogleda v prihodnost. Zdaj, vedno, ko imamo tukaj počitniško poletne politične govore, se seveda ne moramo izogniti tudi aktualni situaciji in temu, kar mislimo, da se bo dogajalo v prihodnje.
letos smo že imeli ene volitve in jeseni imamo še ene, pa še nekaj referendumov bo. Tako da meseci pred nami bodo zelo pestri in tisti za nami so bili tudi zelo pestri. Torej, hvala vsem, ki ste v času pred volitvami v državni zbor delali na tem, da se je Slovenska demokratska stranka krepila in da danes lahko ponovno vodi slovensko vlado. Zdaj posebej pozdravljam kolegici in kolege iz nove 16. slovenske vlade, ki so danes tukaj in ki imajo na svojih ramenih ključno odgovornost za to, da stvari premikamo naprej in da jih premaknemo naprej. Zadeve pa niso enostavne. In bom pa začel pri temi, ki jo načel že predsednik Skale, gospod Žunter, ko je govoril o domovini in o rodnosti, o nataliteti, o demografiji. Zdaj, Državni zavod za statistiko je pred dnevi objavil nekaj ključnih številk o tem, kako je v lanskem letu v Sloveniji izgledal povprečen dan. Ne tisto, kar je običajno prva novica na medijih, kjer se ukvarjajo z takšnimi in drugačnimi dnevno-političnimi zadevami, pomembnimi in nepomembnimi, ampak objavljene so bile številke, ki so ključne. Torej, povprečen dan v lanskem letu v Sloveniji je izgledal takole. 46 otrok se je rodilo, 58 prebivalcev Slovenije je umrlo, 85 prebivalcev se je priselilo iz tujine in 61 prebivalcev se je izselilo iz Slovenije. 35 rojakov se je poročilo, pa 12 ločitev je bilo na dan. Torej, to so številke, ki so ključne, ki govorijo o trendih, o tem, kam gremo in o tem, kaj je lahko naša domovina v prihodnosti. Ker domovina ni samo čudovita narava, ni samo odkot lepote tvoje, domovina smo ljudje. Ta lepa narava je tudi marsikje drugod, pa se tam ne počutimo doma. Mi se počutimo doma tukaj. In ti trendi, ki sem jih naštel v teh številkah povprečnega dne v lanskem letu, govorijo o tem, da se ljudstvo v Sloveniji, kljub temu, da se število prebivalcev povečuje, nekako ne spreminja na bolje. Ker tisti, ki se priseljujejo, so gostje. Zelo malo naših rojakov se vrača zaenkrat iz drugih držav, se pravi, se priseljujejo tujci, izseljujejo se pa, ne vem, ali je to na mestu beseda pretežno, ampak zagotovo je med tistimi, ki se izseljujejo, tudi zelo veliko Slovencev, zelo veliko mladih, izobraženih, sposobnih, ki bodo ustvarjali dodano vrednost drugod. S tem po eni strani ni nič narobe, če se vrnejo in prinesejo s sabo izkušnje in znanje, če pa ostanejo nekje, je pa to za narod in domovino velika izguba. Tako na tej točki je naš ključen izziv. Izziv, ki presega ene volitve, izziv, ki presega mandat ene vlade, izziv, ki presega politične ločnice, izziv, ki ga lahko strnemo vprašanje, kaj bo v prihodnosti za našo domovino. Zdaj so različna druga politična zborovanja v Sloveniji, kjer se ne sprašujejo o tem, ker mi je pravzaprav vseeno, govorijo o trivialnih zadevah. Slovenska demokratska stranka pa je poleg tega, da je demokratska, tudi slovenska. Zaradi tega se mi sprašujemo o tem in hvala vam, ker to skrb delite. Ker brez te skrbi Slovenija leta 1991 niti ne bi nastala kot samostojna država, oziroma Slovenci ne bi dobili
samostojne države, niti ne bi preživeli v prepišnih, viharnih časih preteklih stoletij. Tako da Slovenska demokratska stranka, kljub temu, da pač naše formalne korenine nastanka segajo v leto 1989, je, kar se tiče te skrbi, teh vrednot slovenstva, ki sta kasneje postale vrednote slovenske osamosvojitve, starejše. Mi smo nadaljevanje tega, kar je Slovenijo ali pa Slovence ohranilo kot narod in ga na koncu pred 3 desetletji in pol vzpostavilo kot nacijo z lastno državo. In zaradi teh vrednot nas marsikdaj poimenujejo z izrazi, ki niso ustrezni, ampak mi, gledajte, se na to ne oziramo, ker to je bistvo. Ker če ni ljudi, če ni naroda, ki čuti lastno identiteto, identiteta je pa to, da veš, kaj si, pa to želiš tudi biti, in si pripravljen to braniti, takšni narodi pač ne obstanejo, pa tudi če jim kakšen nasmeh zgodovine prinese lastno državo. Prvič, odkar smo samostojna država, imamo vlado, ki ima ministrstvo, v imenu katerega je tudi demografija. Se pravi, se tudi kot izvršilno oblast zavedamo tega vprašanja, ki je ključno. Že v prejšnjem mandatu, kljub covidu, smo imeli urad za demografijo. V Mariboru en od prvih potez Golobove vlade je bila, da so ta urad ukinili in potem dali denar in tudi politične poudarke na uvozu prebivalstva, na urad za migracije. Zdaj je ta trend drugačen. Ampak, če želimo, da se usmeritev, ki je marsikdaj ali pa večino časa v obdobju levih vlad napačna, ki gre v smer, ki naše domovine ne krepi, ampak jo šibi, da se trajno spremeni, se moramo s tem problemom v političnem smislu začeti ukvarjati na začetku. Zdaj, včeraj je bila objavljena neka odločba Ustavnega sodišča. Zdaj, Ustavno sodišče je najvišji organ tretje veje, sodne veje oblasti v državi. Slovenija je utemeljena na ločitvi oblasti, na zakonodajno, se pravi parlament, izvršilno, se pravi vlado, in sodno, se pravi sodstvo. Te veje oblasti so sicer povezane tem, da morajo deliti skupno skrb za skupno dobro, so pa ločene, kar se tiče pristojnosti. In se je tudi neodvisno in morajo biti takšne. Ampak vse tri veje oblasti veže tisto, kar pišejo v slovenski ustavi. In slovenski ustavi je ključen stavek, ki smo ga tja zapisali zato, ker smo Slovenci v bivši državi, v SFRJ, Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, živeli v sistemu, ki je bil drugačen. V sistemu, kjer oblasti niso bile ločene, ker je vse bilo v piramidi, na vrhu partija, ki je vsem odločala, ni bilo možnosti izbire med kandidati različnih stran in interesov, in kjer se je govorilo o podružbljanju, o tem, da pač ljudi se je farbalo z samoupravljanjem pa z samoupravnim socializmom, ker pravzaprav strank ne potrebujete volitev, ne potrebujete, vse to se odloča nekje v nekih samoupravnih organih, tistih smo starejši, vemo, kako se je odločalo, nič se ni odločalo, partija odločala,
povsem nekje v ozadju, tako da nihče formalno ni bil odgovoren. Zato, da ta sistem ne bi trajal, da ne bi propadli, kot so propadle mnoge države, ali pa propadajo, kot recimo Kuba, ali pa Nikaragua trenutno pod takšnim sistemom, smo mi v slovensko ustavo zapisali stavek, v katerem piše: v Sloveniji ima oblast ljudstvo. To oblast ljudstvo uresničuje preko neposrednih volitev in preko odločanja na referendumu. Se pravi, edina legitimna oblast v Sloveniji po ustavi je tista, ki jo izvolijo ljudje. Edine legitimne odločitve so tiste, ki jih sprejemajo ljudje, ki so izvoljeni na volitvah, večstrankarskih, ker je možnost izbire. In tiste odločitve, ki jih ljudje sprejmejo na referendumu z neposrednim glasovanjem. Ustava nič ne govori o tako imenovani civilni družbi. Civilna družba, se pravi nekaj, kar ni bila oblast, je omogočila, da smo sploh prišli tako do formalne demokracije, kot do samostojne države. Ampak to ni bila civilna družba, ki bi zagovarjala samoupravljanje, ampak bila civilna družba, ki je zagovarjala temeljne človekove pravice in politične svoboščine, volitve. Iz te civilne družbe so potem nastale stranke, ki so se povezale v Demos, in tako smo potem dobili po prvih večstrankarskih volitvah nek normalen sistem svobodne demokracije, začetke svobodne demokratične družbe, in to smo potem zapisali in zavarovali z ustavo. Zdaj, zakaj toliko stavkov o nečem, kar je za nekoga mogoče teorija? Zaradi tega, ker se je v času vladavine levih vlad skušalo s takšnimi in drugačnimi posegi v politični sistem nazaj vzpostaviti vladavino neizvoljene strukture, ki odločajo mimo organov, ki so izvoljeni. In da je to nek sistem, ki ni nastal slučajno, se je potrdilo v tej včeraj objavljeni odločbi Ustavnega sodišča o zakonu o RTV-ju, kjer so zapisali, da mandatov nekih organov, ki so izvoljeni na sredini, ni mogoče prekinjati, s tem, da sprejmeš en zakon, pa odpraviš neko vodstvo, ki je prej dobilo mandat, razen če gre za depolitizacijo. Zdaj, malo drugače piše, ampak vsebinsko je to tako. Kar se da po domače rečeno pomeni, da nad oblastjo ljudstva je oblast neizvoljenih, se pravi tistih, ki niso politika, so depolitizirani in zdaj oni odločajo. In odločajo, v tem trenutku odločajo v nacionalni radioteleviziji Slovenije, za katero prisilno plačate na leto, skupaj tam zberejo v proračunu, pa še ni dost, 160 milijonov evrov. 160 milijonov evrov. Pa 2000, pa ne vem, koliko je še zaposlenih s honorarci, verjetno bliže 3000. Zdaj Slovenija ima osrednjo znanstveno raziskovalno institucijo, kjer je na stotine vrhunskih raziskovalcev, imenuje se Inštitut Jožef Štefan. Kaj mislite, koliko sredstev dobi ta inštitut za delo stotine, mislim, 1300 ljudi tam, raziskovalcev, ki skrbijo poleg vsega tudi za eksperimentalni
jedrski reaktor za bazične raziskave, skratka, hrbtenica slovenske znanosti je tam. Oni dobijo iz slovenskih financ polovico manj kot RTV Slovenije, 80 milijonov. Razumete? In ko govorimo o kvaliteti življenja, ko govorimo o prihodnosti, o tem, da bomo bolj konkurenčni, da bo več denarja za plače, pokojnine, da bodo nižji davki, da bo več ostalo v denarnicah. Glejte, s takšnim načinom razporejanja sredstev, ko je propaganda, neke depolitizirane institucije, vredna še enkrat več kot tisto najbolj bazično in pomembno znanstveno raziskovalno delo, potem je jasno, da gremo v napačno smer. Ni države na svetu, ki je imela takšno razmer. Samo mi smo. Vse te stvari treba spremeniti. In mogoče je tukaj med vami veliko takih, ki mislijo, da je to zdaj, ko imamo vlado, pa čisto enostavno. Da pa je zdaj vlada, ki sprejema uredbe, pa večina v parlamentu, ki sprejme zakon in bo drugače. Ni čisto, kajti te odločbe, ki sem jo prej citiral, tudi piše, da pač, ko ta pravi presekajo mandat, je to dovoljeno, ko pa napačni to storijo, pa ne bi bilo dovoljeno. Razumete? Zdaj, dobili smo črno na belo napisano, da Ustava v Sloveniji lahko velja, lahko pa ne velja. Lahko velja tako, lahko pa velja malo drugače. In smo na zelo spolskem terenu. Bilo je jasno, da se to pripravlja. Tisti, ki smo v prejšnjih mandatih sedeli v slovenskem parlamentu, smo slišali poslance in poslanke levih strank, ki so govorili, ja, počakajte še malo. Bomo imenovali nove ustavne sodnike, pa bo pol drugače. In so jih in zdaj drugače. Ni več enakih meril za vse. Zdaj, kako to preseči? Čez noč se to ne da. Zdaj, ta primer zakon o RTV-ju sem pač omenil zato, ker je to prvič zadevo včeraj in drugič, ker so tam zapisane neke besede, s katerimi se je priznalo to, kar smo prej govorili, da se pripravljajo, pa so oni pač to zanikali. So pa, kar se tiče vpliva na kvaliteto življenja, tudi hujše stvari. Še prej ne je bila imenovana vlada, so poslanci sprejeli razvojni zakon. Tam piše, da upokojenci ne boste plačevali več prispevka za dolgotrajno oskrbo, ki je nimate, pa še vedno plačujete. Tam so ukrepi za skrajšanje čakalnih vrst v zdravstvu, pa za normalizacijo zdravstvenega sistema. Tam piše, da upokojenci, ki ste že zaslužili svojo pokojnino, pa še naprej delate, ste upravičeni tako do plače, kot do pokojnine, ker je to normalno. In ten zakon je še vrsto ukrepov, ki razbremenjujejo gospodarstvo, žepe davkoplačevalcev. In ti ukrepi ne veljajo, ker je pač leva opozicija zbrala tistih prvih 2500 podpisov za razpis, zbiranje podpisov za referendum, ker je zakon fiskalen, je seveda šla ta zahteva na ustavno sodišče in ustavno sodišče ne odloči. Po zakonu RTV so odločali 4 leta. Zdaj, če bodo razvojni zakon odločali 4 leta, potem smo blokirani, imamo težave pri pripravi proračunskih dokumentov in tako naprej. Zadeve niso tako enostavne, kot si mogoče kdo misli, ko vidi, zdaj pa druga vlada in se da vse narediti. Zaradi vsega, kar se je naredilo za to, da v Sloveniji ne vlada tisti, ki je izvoljen, ali pa da je vsaj omejen, kadar ni prave barve, so težave večje. Mi se danes nismo zbrali tukaj zato, da jamramo, zbrali smo se tudi zato, da neke stvari razložimo,
ker je to potrebno. In treba se je zavedati, da nekatere stvari ne bodo šle čez noč, lahko jih pa spremenimo. Lahko jih pa spremenimo. Prva garancija za to, da se dajo spremeniti postopoma, je ekipa, ki ima Slovenska demokratska stranka v državnem zboru in v vladi. To so najsposobnejši ljudje v obeh ekipah. Obe ekipi sta tukaj pomembni, ker je tako za zakonodajno kot za izvršilno oblast. In mi smo včeraj. Vemo, kako se spopa z določenimi težavami, vemo pa tudi, da bo za nekatere stvari potreben daljši čas. Torej vsi, ki ste delali za rezultat Slovenske demokratske stranke na zadnjih volitvah, ste prispevali k temu, da kljub vsem težavam in temu okolju, ki sem ga prej opisal, vseeno vemo, kako stvari premikati naprej. Zdaj, kljub poskusom, da se tisti ključni stavek iz slovenske ustave, kjer piše, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo in da se ta oblast izvaja preko volitev in preko neposrednega odločanja na referendumu, da se to relativizira in se odločanje prenese nekam drugam, v neke kroge, ki so zaščiteni, za katere zakoni ne veljajo, ki so nedotakljivi. Zdaj že 3 ali 4 tedne, tisti, ki gledate osrednje medije, si jih ne, vidim na klipingu, se ukvarjajo z nekim poslancem, ki je imel neko podjetje, pa nekaj ni plačal. Pač napačne stvari, če je to vse res, ne vemo še, če je vse res, ker so pač medijske objave, ampak primerjavi s tem, kar si nekateri drugi privoščijo, je to malenkost, razumete. To ni novica za osrednje dnevnike. To, da razvojni zakon stoji že 2 meseca, pa da 650 tisoč upokojencev plačuje nekaj, kar nima, to je novica za prve minute osrednjih poročil, ne pa neke težave nekega poslanca, ki ne imel nobenih težav, nikoli omenil ni omenil, če je bila druga koalicija, pa je bila tista stranka tam. Nikoli ga ne bi omenil, razumete. Zdaj se to sem prenaša in to se dela tudi zato, da tisti, ki pa so jim odpisali 30 ali pa 40 milijonov vašega denarja, torej, ki so jim odpisali nekaj, kar smo morali vsi drugi plačati, ali pa tisti, ki zaupajo sodišču, pa imajo tam na desetine postopkov, pa nikoli niso bili obsojeni, valjda mu zaupajo, teh se pač ne omenja. In zdaj, ko je prišel proceduro zakon o pač posebni tožilski skupini, ki bi te stvari pospešila, je velika panika. Tu je zdaj pa velika panika. Kaj bo pa zdaj? Pomislite, hoče, da zakon velja za vse enako. Kakšen škandal je to? Pa ravno so se navadili, da so nedotakljivi. Glede, to je ta zakon. Ta zakon je preprosto en lakmus, če bo zaživel in bodo neki neodvisni organi pregona, ki jih vzpostavlja, začeli delovati in bodo čez 1 leto rezultati, potem se bo slovenska barka začela obračati v pravo smer. Če ne bo začel veljati, če ne bo rezultatov, če bomo še vedno prvorazredni, ki se jih ne sme preganjati, pa drugorazredni, ki se jih preganja za vse, potem bo banka obstala in ta družba bo v veliki krizi.
ko bomo naslednjič zbrani tukaj, bomo vedeli, kje smo. In to je eden od lakmusov. No, ampak, da zdaj dokončam misel, se pravi, kljub temu, da se je skušalo ta ključni stavek iz slovenske ustave relativizirati, razvodeniti in tako naprej, se ga v celoti ni dalo odpraviti. Volitve še vedno imamo in novembra so lokalne volitve. Spoštovani, lokalne volitve niso ene, jih je 212. Krat 2. V 212 slovenskih občinah se volijo župani, občinski in mestni svetniki. Za te volitve, če se štejemo, koliko kandidatov rabimo, pa članov volilnih odborov, da vse to popolnimo, nas je tukaj premalo. Veste to? Nas je zelo veliko, komaj vidim do konca, ampak nas je premalo. Ker je 212 volitev krat 2. Pa volilni štabi in tako naprej, pa nekatere funkcije se ne smejo podvajati. Tako da, ko smo danes veseli, pa pravimo, kako veliko nas je, pa ko se hvalimo s tem, koliko novih članov smo dobili, kar je res. V zadnjem letu smo povečali število članstva za četrtino. Praktično tam od leta 1996 še nikoli nismo naredili takega premika po številu, ampak kljub temu za lokalne volitve in želimo kandidirati v vseh občinah in se potegovati za glasove volivcev. Zato nas je še premalo. In ne gre samo za lokalne volitve, gre tudi za vse tisto, o čemer sem govoril prej. Edina garancija, da bo barka slovenskega razvoja plula v pravi smer, da se bo blaginja večala, da bo ta delitev na prvo in drugorazredne se manjša, ali bo do tega vse manj, da bo Slovenija bolj ugledna v svetu, da bo slovensko gospodarstvo bolj konkurenčno, da bo več denarja za pokojnine in za plače, da se mladi ne bodo izseljevali iz Slovenije, ampak bodo priložnosti dobili tukaj. Edina garancija, da gremo v to pravo smer, je to, da se politične sile in predvsem politična sila, ki je zbrana tukaj, v prihodnosti še bolj okrepi. To je edina garancija. Da izboljšamo rezultat iz prejšnjih lokalnih volitev tudi letos, da gremo naprej in predvsem, da nas je več. Predvsem, da nas je več. Na številnih srečanjih pred državnozborskimi volitvami imeli smo zelo veliko, zelo dobro obiskanih javnih tribun. Vidim nekatere obraze, ki smo se tudi tam srečali, nekatere, ki ste to organizirali, zelo pomembno je to bilo. In potem smo se družili v predverjih in so prihajali predvsem novi člani ali pa tisti, ki so prišli malo poslušati, pa razmišljati, ali bi se včlanili ali ne. In marsikdo je rekel, ja, saj delate prav, podpiram to, kar ste govorili, niste idealni, ni se dali kaj pripomniti, ampak pač peljete nekje v pravo smer. Pa tudi jaz bi rad prispeval, kaj lahko naredim. Moje prvo vprašanje je bilo, ste že član? Če je rekel ne, to lahko narediš. Izpolniš pristopno, boš pri informacijah, lahko kandidiraš, pomagaš in zelo veliko ljudi je to naredilo. Zelo veliko mladih. Če je rekel, če je rekel, sem že član, je rekel, imaš v družini pač sorodnike, ki še niso člani, je rekel, ja. Sem rekel, tam začni. Imaš sosede, imaš sodelavce v službi. Ljudje smo različno mislimo, zelo veliko jih pa misli podobno kot mi, ali pa se vsaj strinja za smerjo, ki jo mi zagovarjamo za naprej, se pravi, pridi zraven.
povabite jih zraven. In mnogi so to naredili. Mnogi so to naredili. Tako da podelitve članskih izkaznic novim članom, ki smo osebno podelitev, ki smo jih začeli tam pred slabim 10 leti na sedežu stranke v hiši dr. Jožeta Pučnika, smo morali zdaj preseliti na druge lokacije, ker je vabljenih po nekaj 100, tudi 500 novih članov vsak mesec. Selimo se po državi, iščemo primerne lokacije za to, ker nas je vedno več in to deluje. Nas je pa še vedno premalo. Nas je še vedno premalo in naslednje leto mimogrede poseben pozdrav tistim, ki ste se danes pridružili, prej ste mi nekateri sami prinesli pristopne izjave. Ampak do naslednjega srečanja lahko vsak med nami prepriča vsaj še enega novega člana. Je to možno? Je to možno? Bomo to naredili? Absolutno. No, mimogrede, zdaj med kriteriji za kandidiranje na 100% izvoljivih mestnih naših list za mestne in občinske svete je tudi pogoj, da vsak pridobi, vsak, ki bo kandidiral in je v bistvu že glede na rejting stranke v neki občini, bodoči občinski ali pa mestni svetnik, vsak mora pridobiti še 8 novih članov. Tisti, ki so nižje na listi, vsaj enega. Tako da tudi tukaj Slovenska demokratska stranka uvaja meritokracijo. In če sami ne kandidirate in poznate tiste, ki kandidirajo, pa veste, da so dobri, pa bi jim radi pomagali, pomagajte jim tudi pri izpolnjevanju tega kriterija, pri pridobivanju novih članov. Praktično slovenske občine, kjer se to ne bi dalo, pa nekod se je govorilo, pa sej nas je dovolj, pa sej ljudje nočijo. Ko smo to malo obrnili, se je plas vsul in še posebej smo veseli mladih ekip, ki so volilni kampanji za državnozborske volitve, nam rekel, da so orali ledino, so bili pa zelo inovativni in ni stranke v Sloveniji, ki bi imela boljši podmladek, tako da predlagam, da jim namenimo en aplavz. In če zaključim v duhu besed, ki so bile izrečene pred mano, pa tudi, ki sem jih jaz izrekel na začetku, glede naše skrbi za slovensko domovino in za našo prihodnost, vam lahko rečem, da generacija mladih, ki zdaj raste gor, ki je pretežno tudi glasovala za Slovensko demokratsko stranko, ki je pogumna, ki ve, ki se zna pozanimati, ki ni odvisna od propagandnih ekranov, ki zna pretehtati, ki išče svoje mesto v slovenski družbi, ki tega mesta ne samo da išče, ampak se je pripravljeno za to tudi boriti. Da je to generacija, kakršna je bila generacija pred letem 1991. In zaradi tega, zaradi tiste generacije imamo Slovenci lastno državo, zaradi te pogumne generacije, ki raste zdaj, zaradi te generacije, ki raste zdaj, pa Slovenija ne bo ostala samo osamosvojena, ampak tudi osvobojena. Torej, hvala, ker ste pripoznali to priložnost.
celi generaciji, dobrodošli med nami, ni popuščanja, svoboda Sloveniji! Svoboda Sloveniji! Svoboda Sloveniji! Ni več gibanja, zdaj se borimo za svobodo. Pa še eno bomo ponovili, izvolitev. Za koga? Za Slovenijo!